vprašala, pravzaprav z vajnim vprašanjem v tej knjigi. V teh procesih privatizacije in vseh drugih je vajno vprašanje, kdo so torej zmagovalci in kdo poraženci. Zmagovalcev je iz leta v leto vse manj, poražencev pa vse več. Poraženci so predvsem državljani in državljanke, ki so na eni točki dejansko izgubili kakršenkoli mehanizem, da bi lahko vplivali na to, kakšna naj bi bila in medijska politika in kaj naj bi mediji počeli. Poraženci so tudi na nek način novinarji, ki so v bistvu prepozno razumeli, da je nekakšen naravni zaveznik v vseh teh procesih, predvsem javnost, ne pa politična, pa ekonomska elita. In stvar se je bistveno spremenila, tle bi lahko, če to so podatki oziroma ta schema. Jaz sem že večkrat povedala, da odkar je predsednik vlade pokazal svojo schemo, jaz nikoli več v življenju ne bom schem delala. Ampak kolega Robert McChesney, s katerim sem se enkrat v New Yorku pogovarjala na predavanju, ko je rekel, veš kaj, ukvarjati z medijskim lastništvom je to tako akademska stvar, da je ljudem zelo težko razložiti, zakaj bi sploh koga zanimalo, kdo je lastnik posameznega medija. In rekel, če hočeš ljudem razložiti, potem jim moraš to zelo plastično pokazati, da vidijo, v čem je problem. To je situacija iz leta 2006, torej ne pozabiti, da je to še zmeraj leto 2006, ni leto 2004, ki naj bi bilo leto, v katerem so se zadeve začele. Leta 2006 je zadeva izgledala približno takole. Kar pomeni, da je v središču tega kroga še zmeraj bila prisotna država, ki je prek teh dveh paradržavnih skladov imela praktično nadzor nad ključnimi mediji, predvsem na tiskanem področju. Potem pa se je začelo še en val prekupčevanja z medijskimi deleži, ki so pa šli zraven seveda z prekupčevanjem v ostalih podjetjih, ki so bili v manjše pa večji lasti države. In je situacija leta 2007, takrat, ko smo nas zdaj končali to knjigo, novembra 2007, je približno izgleda takole. To so zmagovalci. Mislim, da preberemo jih ne, ja. Vidimo ene možičke, ampak jih je predvsem malo, predvsem to. To je. In v bistvu to na nek način pokaže oziroma vizualizira temu, kar je naslov knjige in temu pravite medijski trg z vprašanjem. Torej, medijskega trga ni. Vede, govorite pravzaprav o medijskem monopolu in medijskih oligarhih, ki se zdaj borijo za to prerazporeditev moči med njimi v tem oskem krogu, ki smo ga videli v tisti schemi in ta krog se zdi, da je nekako vedno ožji in vedno več nas ostaja zunaj tega. Ampak še ena vajna temeljna domneva, ki ste jo izpostavili, pa smo bežno tam nekje videli, je ta, da se tranzicija v medijih še ni končala. Zakaj? V kakšnem smislu? Kaj mislite, da tranzicija še traja pravzaprav? Najprej bi povedala, da ves čas pustim Sandri, da razloži privatizacijo, lastništvo in te teme, ki jih je prva tudi začela raziskovati v tej državi, ko so, vključno s tistimi, ki so najbolj prizadeti z koncentracijo in vlogo države na tem področju, niso v to verjeli. Meni, ki Sandrino raziskovanje spremljam in včasih pri tem sodelujem na področju medijskega lastništva, tranzicija traja v tem smislu, da se tudi morebiti še zna ta grafični prikaz še nekoliko spremeniti. Ampak spremeniti, če je takrat bil nek krog, v središču katerega je država svojima skladoma in mediji, ki jih lastništvo obvladuje, se zdaj oblikujejo 5-6 skupin. Vi ne vidite, je drobno. Eno je še vedno vlada, ki preko STA, RTV Slovenija in ta konkretna vlada in njena največja stranka še Demokracije in česa drugega ima eno kopico medijev, naravnost pod nadzorom. Potem je skupina okrog pivovarne Laško, okrog DZS-ja, okrog Rimokatoliške cerkve, programi posebnega pomena, to so ti lokalni in regionalni radijski televizijski programi, ki so včasih bili občinski, v družbeni lasti, se privatizirali, ampak še vedno imajo posebni status.
in njihov vlog ravno tako se da izslediti od konca 80-ih do sedaj. Njihova specifična vloga in en košček tudi javnega denarja, košček, raje rečemo kost javnega denarja, ki ga pridobijo. In je potem še ena skupina tujcev, tujih lastnikov, ki ni tako velika, mnogim iz tujine je to še zlasti nerazumljivo. Oblikuje se pa tudi ena po svoje tudi zanimiva skupina komercialnih medijev z enim lastnikom Leopoldom Oblakom, ki igra precej pomembno vlogo, tako na tem trgu v teh skupinah, kot tudi vsaka od teh, v najmanjši meri pa tuji lastniki v navezavi s politiko.